Pozdravljeni. Zopet je na vrsto prišel naš običajni komentar novic, kjer si bomo ogledali vse tiste zanimive članke, ki so bili izdani v preteklih dneh. Kot ponavadi se bomo tudi danes ustavili pri 4 različnih temah. Če vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate bližnjice do originalov navedene v opisu. Tudi tokrat, ko je slika v barvah, pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se slika spremeni v črno-belo, pa dodajam moj osebni komentar oziroma moje osebno mnenje. Tako, tokrat smo na hitro ponovili ta malce drugačen format, zato se kar takoj lahko lotimo prve današnje teme. Na začetku se bomo ustavili pri temi, ki je izjemno pomembna, ampak ki jo mnogokrat preskočimo ali preslišimo. 28. maja smo lahko na spletnem portalu crash.net zasledili, da so v soboto na tekmovanjih pod okriljem FIE umrli 3 ljudje. Nesreče so se zgodile na Škotskem, v Angliji in na Danskem. A treba je povedati, da je FIA seveda s posebnim pismom izrazila svoje sožalje in seveda hotela povedati, da so nesreče konec koncev tudi del motošporta. Ampak mi, navdušenci, pogostokrat pozabljamo nekaj. Res, smrt je tudi del motošporta in je verjetno tista najbolj dramatična sestavina. Ampak kljub vsemu ostajajo osebki, ki histerično vzklikajo, kako so razni manevri, ki konec koncev niso nič posebnega, dramatični in šokantni. In od danes naprej, ko bom slišal nekoga uporabljati izraz dramatično v nepravem trenutku, ga bom avtomatsko poslal v vse tiste 3 dežele, ki jih mora čim prej obiskati in se nikoli več vrni. Upam, da je vsem nam to jasno. A pojdimo naprej in poglejmo si, kaj sem izbral za drugo današnjo temo. V nemškem časopisu Bild smo lahko 26. maja zasledili, kako pri Ferrariju dvorijo Christianu Hornerju, da bi lahko postal celo nov glavni odgovorni v scuderiji. Verjamem, da ste to novico zasledili v mnogih drugih člankih, ki so povzemali nemški vir. Ampak kot ponavadi, rad citiram tisti prvi sestavek, ki je celotni plaz sprožil. A treba se tu vprašati nekaj bolj pomembnega. Najprej to, ali je možno, da bo Christian Horner prišel v scuderijo Ferrari. Seveda je, čeprav po mojem mnenju izjemno malo verjetno. Ampak bolj zanimivo je nekaj drugega. Namreč, ali so res pri scuderiji Ferrari nezadovoljni z Frederikom Vassørjem. Kdor misli, je verjetno zapazil, da tega francoskega inženirja osebno ne cenim preveč. Mnogokrat sem že poudaril,
kako je malce preveč nastopaški in kako, da sem izredno prijazen, prireja resnico. In možno je, da so tudi na vrhu Ferrarija ugotovili, da so kot naslednika Matije Binota izbrali nekoga napačnega. In verjetno v bližnji prihodnosti bomo videli tudi menjavo. Ali bo njegov naslednik Christian Horner ali ne, seveda ne vem. Ampak kljub vsemu zanimiva novica, ki potrjuje tisto, kar sem sam namigoval že pred meseci. A pustimo sedaj to in poglejmo vsi, kaj sem pripravil za tretji današnji sklop. Na spletnem portalu motosport.com smo lahko 27. maja zasledili zanimive izjave Matije Binota. Bivši glavni in odgovorni pri skuderiji Ferrari je podal kar nekaj zanimivih informacij, ampak med drugim smo lahko zasledili, da pogonski sklop Audi v sezoni 2026 ne bo med najboljšimi. In tu se lahko mi, navdušenci, začnemo spraševati, če ne bo med najboljšimi, bo morda tudi med onimi najslabšimi? Osebno ne vem. Ampak glede na izkušnje, ki jih ima Audi v svetu motošporta, bi lahko dejali, da težko. A ne smemo mimo dejstva. Potrebno je imeti izkušnje pri izdelovanju pogonskih sklopov, ki bodo seveda poenostavljeni glede na sedanje, ki jih vidimo v turbohibridni eri Formule 1, ampak vseeno bodo tako kompleksni, da zadeva še zdaleč ne bo enostavna. Lahko bi dejali, da pri Audiju je pohvalno to, da si upajo priznati, da imajo že sedaj določene težave in da se ne vidijo tam pri vrhu. Ampak mi, navdušenci, se lahko začnemo spraševati, če bo Audi imel določene težave, kaj bomo pa pričakovali od Red Bull Powertrains. Njihove izkušnje so, bodimo iskreni, še manjše od tistih, ki jih lahko pričakujemo pri Audiju. In kljub znamki Ford, morda na začetku zadeve ne bodo brijane. Ampak kaj se bo zgodilo, bomo seveda kot običajno ugotovili skupaj. Mi si pa poglejmo seveda še tisto zadnjo današnjo novico. Za konec pa kot običajno ista rahlo bolj obrobna, morda celo šaljiva tema. Vračamo se k spletnemu portalu motosport.com, kjer so 25. maja objavili izjavo Adriana Neweya. Znani inženir, ki je komaj prestopil v Aston Martin, je dejal, da je Lance Stroll boljši od tistega, kar menijo mnogi navdušenci Formule 1. In verjetno ni treba posebej poudarjati, da Lancea Strolla se drži izjemno slab slog. In tu velja kot prvo poudariti, da marsikdo bo sedaj dejal, kako je Adrian Newey pod vplivom gromozanske količine denarja, ki jo je plačal na njegov račun oče Lancea Strolla, Lawrence. A menim, da Adrian Newey je že mnogokrat dokazal, da ni tak. Da je morda mnogokrat še preveč iskren. Ne bi vas rad preveč razočaral, ampak do tega trenutka je Lance Stroll edini pri ekipi Aston Martin, ki je dosegel, recimo temu, prgišče točk svetovnega prvenstva Formule 1. Fernando Alonso do tega trenutka ni bil sposoben doseči niti eno. In čeprav mnogi menijo, da je
Lance Stroll eden izmed najslabših na štartnem razporedu, bi vas rad spomnil, da že kar nekaj let trdim, da zagotovo ni šampionski material, ampak po drugi strani smo videli mnogo slabše. In če se mene vpraša za neko mnenje, v štartnem razporedu, ki ga spremljamo sedaj, je verjetno Franco Colapinto tisti, ki ne kaže vseh tistih kvalitet, ki jih morda mnogi spregledajo pri Lancu Strollu. In zato tudi mi se moramo navaditi malce razmišljati z lastno glavo. In ne samo kot papige ponavljati tisto, kar nam drugi vsiljujejo. Če nekdo trdi, da Lance Stroll ni dober, ima mogoče prav. Ampak morda pa nima ne vem koliko pojma in je njegovo mnenje čista manipulacija onega, kar se v resnici dogaja. Kdo je seveda na tisti pravi strani, je težko izvedeti, zato pri vsakemu ocenjevanju voznika bi se morali truditi biti čim bolj objektivni in konec koncev, če se pa kdaj zmotimo, naše napake tudi priznamo. To je v resnici malce težje. A kljub vsemu je treba priznati, da smo tudi danes prišli do konca našega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.